pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Tokrat se bomo naučili izračunati svoje osebno numerološko leto za leto 2025. Naredili bomo potem preglednico od 1 do 9, kar pomeni, da boste znali izračunati za sebe svoje najdražje, mogoče tudi za koga, ki vam gre zelo na živce, kaj pravzaprav prinaša leto 2025. Seveda, tako kot vsako leto, je tudi letos na voljo moj vodnik, kar pa pomeni, da je tukaj noter napoved za leto 2025 in potem napoved za svet, za Slovenijo, za posameznika in potem vaša napoved, se pravi vaše osebno numerološko leto razloženo na 1001 način. Zakaj je dobro, zakaj je slabo, kaj bodo izzivi, kaj bodo nagrade, kako se pripraviti in potem preglednica po mesecih, od januarja do decembra, napovednikov, mesečnikov in potem za vsak mesec še naloge, vaje, misli, afirmacije, meditacije, napotki. Se pravi, moj namen je, da imate tole s seboj celo leto in da lahko celo leto delate na sebi in resnično dosegate tiste najboljše rezultate, kot jih lahko, in seveda tudi se izognete tistim, bom rekla, pa s tem, ki jih vsako leto prinaša. In tega leta 2025 ne bo malo. Stopamo v čas, ki bo zelo dinamičen, bom temu lepo rekla, pravzaprav pa stopamo v leto, ki bo zelo vihravo. Dobesedno in v prenesenem pomenu tudi. Se pravi, stopamo v čas, ko bodo energije zelo nihale, ko nas bo življenje zelo guncalo in nas bo morda celo malo spomnilo na leto 2021. Ne vem, če se vi spomnite, jaz sem 2018 rekla, da bo leto 2019 kot najbolj karmično leto tega tisočletja pokazalo, kako zelo nepomembno nam je življenje in kako zelo pohlep še vedno nas drži v svojih krempljih. Zdaj govorim seveda o človeštvu, ne o posamezniku. In jaz si nisem mislila, da bomo takrat potem požigali Amazonko, zato da bomo gor imeli govedorejo za voljo zaslužka ali pa ne vem, nafte. Potem 2020 sem rekla, da nas bo vrglo, da se bo nekaj zgodilo na globalni ravni, da v Sloveniji pa lahko na političnem prizorišču pričakujemo nekoga iz preteklosti, kogar absolutno si ne mislimo, da bomo še kdaj videli. In potem se je zgodila korona, se je zgodila karantena, kar naenkrat sta se znova pojavila v javnosti gospod Janša in gospod Kacin. Za leto 2021 pa sem rekla, da nas bo guncalo. Da bo takšno, kot so naši ukrepi, zdaj tako, jutri drugače. Pa moram reči, da potem, ko se je leto 2021 pričelo, mi to ni bilo več tako zelo smešno, ker dejansko, če se spomnite, so bili dnevi, ko so se ukrepi spreminjali iz ure v uro. In jaz se spomnim, ko sem prišla z Ekvadorja nazaj, ko je prišel GoOpti pome na letališče in sem poslušala po radiju zaprt prehod med občinami, to, uno, tretje, ko dejansko smo tudi sami težko sledili, kaj sploh zdaj ja, pa kaj zdaj ne in tako naprej. No, jaz vas ne želim strašiti, ampak v zelo podobne, gugajoče se energije pravzaprav stopamo. Se pravi, leto 2025 ne bo tako zelo, bom rekla, toksično, bo pa definitivno obdobje, v katerem se bo pokazalo, ali smo se naučili prilagajati novim izzivom, ali smo se naučili ohranjati svojo, bom rekla, integriteto. To pa so bile leta vmes. Leto 2022 je bilo leto ljubezni do sebe. Čustveno leto. Leto, ko so marsikateri odnosi šele se pričeli krhati. Sploh ne 2020, pa sploh ne 2021. Jaz mislim, da 2022 pa 2023 so bila obdobja, ko nas je resnično usekalo na področju partnerskih odnosov. Saj v mojem delu z vami moram reči, da je daleč največ zanimanja za analizo odnosa, da zelo, zelo veliko, bom rekla, žalostnih zgodb sem poslušala ravno 2023 in 2024. Se pravi, če je bilo 2022 leto ljubezni do sebe, ženstvene energije in vsega tega, kar naj bi ženska bila, kar se je poznalo tudi na političnem prizorišču, vse posod po svetu je bilo vse več žensk v ospredju, tudi v političnem svetu in po drugi strani v določenih krajih sveta. Vemo, da je prihajalo do zelo, bom rekla, žalostnih, tragičnih žarišč, kjer so ženske dobesedno bile nazaj postavljene, si skoraj da upam reči, v kameno dobo. In potem leto 2023, ko smo predelovali naše podzavestne vzorce in ko sem rekla, da se spreminja zavest človeštva. Da smo v podobnem obdobju kot takrat, ko smo dojeli, da sužnje lastništvo ni okej. No in leto 2024 je bil čas našega ega.
je bilo obdobje našega notranjega zmajčka, tolovajčka, mu jaz rečem ego tripčka, ko je bil ego tisti, ki nas je nekako vodil. Seveda ego ni vedno slab, včasih nam pomaga postaviti mejo, ki je morda 2022 še nismo zmogli, smo pa takrat začeli ozaveščati, da jo rabimo. No, kaj torej prinaša 2025? 2025 zelo globalno in zelo nasplošno povedano prinaša zdravljenje preteklosti, zaključevanje preteklosti, vsega, kar smo prerasli. Spravi na globalni ravni, če zdaj rečemo, da nas bo zelo guncalo in nihalo, spravi na eni strani bo definitivno napredek, zrelost, zdravljenje, kaj smo prerasli, kaj bomo zdaj pustili za seboj, kaj je tisto, kar več ni okej, a ne? In v drugi, seveda, skrajnosti bomo imeli sem ter tja občutek, da gremo nazaj v srednji vek, da se vračamo nazaj v neke izzive, situacije, koncepte razmišljanja, delovanja in tako naprej, ki več nimajo mesta tukaj in sedaj. In zdaj govorim globalno, se pravi, ko bomo opazovali dinamiko po svetu, politično situacijo po svetu, bomo opazili, da se marsikje tisti totalistični, teroristični skoraj režimi krhajo, ampak seveda običajno to ne gre na miren način. Tudi če pogledamo nazaj, sužnje lastništvo se ni končalo s tem, da smo se mi kot človeštvo nekega jutra zbudili in rekli, to pa res ni prav. Končalo se je s krvavo vojno. Končalo se je z vojno med severom in jugom, ki je terjala veliko življenj. Ni šlo tako zelo čarobno in čez noč. Ne želim vas strašiti, želim povedati samo to, da bodo energije zelo intenzivne, da se nam obeta kar nekaj preobratov, kar nekaj guncanj levo, desno, ampak namen tega pa ne pozabimo, nekako je zdravljenje, transformacija in bomo rekli, jaz upam, da čustvena zrelost. Se pravi, če vas bo zguncalo, prešejkalo, pretreslo, na glavo obrnilo v vašem osebnem življenju, se spomnite, da ste nenadomestljiv, neponovljiv, unikat in dragocen delež mozaika, delček velike slike, ki mu rečemo človeštvo. Se pravi, če vsak izmed nas se trudi sebe zdraviti, se trudi sebe oblikovati v najbolj zrelo, duhovno, čustveno, razumsko, fizično, zdravo, zrelo osebo, je to daleč največ, kar lahko mi kot posameznik človeštvu damo in s tem inspiriramo morda tudi druge, da se spremenijo. In predvsem smo en delež v celotni sliki tapiseriji življenja več, ki je bolj zrel, ki je morda bolj zdrav, ki je morda na nekem višjem nivoju, kot je bil še 9 let nazaj. Torej, še preden se začne leto 2025, je moje vprašanje vam, kaj je tisto, kar bi pri sebi izpostavili, da ste v zadnjih letih se naučili, se pravi od leta 2016, ki je bilo tudi karmično leto, do danes. Kaj je bilo tisto, kar ste nekje 2015 začutili, so se stvari začele spreminjati, so bile malo prelomne, malo drugačne, malo bolj drzne, morda malo celo bolj razborljive. In kje ste danes? Kakšno je vaše danes mnenje o tistih stvarih? Kajti ta petka na koncu, a veste, ta petka na koncu pomeni, da nas bo šejkalo tudi v smislu tega, da nas bo privlačilo, kar je prepovedano, kar je eksotično, kar je nepoznano, kar mogoče niti ni slabo. Jaz bom rekla, za voljo petk smo prišli iz jame ven, ker so bile radovedne, kaj se zunaj dogaja. In niso želeli sedeti celo življenje v temi pod neko skalo. Ampak problem pa je, kadar ta petka postane toksična, tako kot vsako število od 1 do 9, a ne, in potem nima obstanka. Se pravi, v naslednjem letu bi se nam lahko zgodilo tudi to, da bi imeli občutek enostavno, da nimamo obstanka. Da želimo nekaj drugačnega, pa ne znamo definirati, kaj je to drugačno. Da želimo morda znova nekaj doživeti, kar morda ni več možno. Zdaj, a veste, jaz pravim, jaz nisem samo z prejšnjega stoletja, jaz sem z prejšnjega tisočletja in se še zelo dobro spomnim časa, ko ni bilo interneta, ko je bil telefon tam pri vratih, ko je cel blok poslušal, kar si se menil in tako naprej. In danes ne moremo nazaj v to. Se pa bojim, kar pa je moje čisto osebno mnenje, da pač glede na vse, kar počnemo,
kako zelo onesnažujemo naravo, da pač se nam zna zgoditi, da bomo končali znova v jamah, v prenesenem pomenu, ker pač narava vedno išče harmonijo. In če je ena stvar, ki si jo želim zelo močno poudariti za leto, ki prihaja, je podnebje, podnebne spremembe. Bistvo tega ni, da se zdaj mi kregamo, kdo kaj je kriv, a so to chemtraili, a je to govedoreja, a je to vedno bilo tako, a je to normalno in tako naprej. Bistvo je, da vreme se spreminja, bistvo je, da vse več je poplav, bistvo je, da vse več je močnega vetra, ki uničuje, in se mi zdi, čist moje osebno sporočilo, da je zelo pomembno, da svoje otroke učimo o naravi, veščin preživetja. Kajti, ko sem jaz odraščala, mene je moj oče vzel s sabo na vrt, sem videla, kako izgleda zele, pa kako izgleda krompir. Danes mnogi mladi, mnogi otroci ne vejo, kje iskati krompir, tudi če bi zraven njega stali. Se pravi, z tega vidika se mi zdi, kot človeštvo smo zajadrali v zanimive vode, in da če pride do nekega močnega potresa, poplave, neke naravne katastrofe, se mi zdi naša odgovornost odraslih, da otroke učimo tega po neki zdravi, stari, dobri, zlati kmečki pameti in ne iz energije strahu in zastraševanja. Ampak, a veste, ko bo nekaj takega se zgodilo, ne bo na iPhone aplikacije, ki bo pi naredila, pa reka, tukaj je peteršilj. Torej, naj bo to popotnica vsem nam, ki nima veze z numerologijo, zato še enkrat poudarjam, to je moje osebno sporočilo, sami veste, jaz upam tisti, ki mi dalj cajta sledite, kako zelo sem aktivna tudi na tem področju. Torej se mi zdi, da prihajamo v čas, ko bi nam vsem dobro delo, da se mnogo bolj povezujemo z zemljo, z elementi zemlje, in da se v bistvu spomnimo, kaj je tisto osnovno, kar pravzaprav kot človeško bitje potrebujemo. Torej, dragi moji, zdaj sem čisto zatežila, zdaj pa se dajmo naučiti, kako izračunamo osebno numerološko leto. Vzeli bomo dan in mesec vašega rojstva, se pravi, letnica rojstva nas tokrat ne zanima, vzeli bomo dan in mesec in bomo temu prišteli število 2025. In zdaj vam bom povedala eno skrivnost, oziroma en trik. Ker je let 2025 seštevek 9, pravzaprav je končni seštevek enak čemurkoli jo prištejemo. Se pravi, čisto na hitro sešteli boste samo svoj dan in mesec rojstva. Jaz, ki sem rojena 12. avgusta, tako stopam v osebno leto 2, kar pomeni, da bodo v ospredju odnosi, moj odnos do sebe in tako naprej. Se pravi, prištejemo našemu dnevu rojstva naš dan, mesec rojstva do ene same cifre. Mojstrska karmična števila v tem trenutku nas ne zanimajo. Če rabite malo več časa, ustavite tale video, sploh verjamem, da računamo zase pa za svoje drage pa tako naprej, naredite si lepo razpredelnico in pejmo. Osebno leto 1. Enka vedno simbolizira napredek, korak naprej. Enka tudi, ko jo pogledamo, spominja na puščico navzgor. Se pravi, vsi vi, ki greste v leto 1, pričakujte resnično dinamično leto. Leto, ki vas bo izstrelilo na nova področja, mogoče ne takoj v začetku leta. Mogoče bo prva polovica celo obratno, takšna, da se vam bo zdelo, da se preteklost ponavlja. Mogoče se vam bo celo zdelo, da ste nekoliko zahaklani v nekih stvareh, ampak po drugi strani znotraj vas pa sem prepričana, se bo že oktobra 2024 pričela sproščati energija, ki si bo želela napredka, kajti leto 2024 za vas je bilo leto 9, takrat ste zaključevali, zato je normalno, da je bil občutek, kot da bi vozili z ročno zavoro. Torej, leto 2025 bo za vas obdobje, ko se usmerite ven. Glede na to, da je zadnja cifra 5, bi jaz vam predlagala, da vse tiste stvari, ki vam ne grejo, tiste stvari, ki morda vedno znova prinašajo izzive, začnete reševati drugače. Pozanimajte se, kako se z določenimi težavami soočajo v tujini, kakšni so drugačni, nekonvencionalni, ne najbolj vsakdanji predlogi in rešitve za tisto, kar vas teži, mori. Leto, ki prihaja, bo leto napredka, preobrazbe, odločnosti za vas. Zato bo mnogokrat občutek, da je vse na vaših ramenih,
Mnogokrat bo občutek, da ste za vse sami, mnogokrat bo občutek tudi morda, da ste vi tisti, ki mora prevzeti iniciativo, da ste vi tisti, ki mora storiti prvi korak. Fantastična energija za to, da se postavite v vodilno pozicijo, da ste vi tisti, ki odloča stvari v svojem življenju, da ste vi tisti, ki jih determinira. Se pravi, če bi bilo karkoli za naslednje leto za poudariti, je to, da bodite samozavestni, da se postavite v energijo nekoga, ki je lider. Se pravi, tudi lider nima vedno vseh odgovorov, tudi lider včasih malo brcne v temo, ampak veste, brca. Osebno leto 2. Se pravi, za vse vas, ki stopate leta 2025 v osebno leto 2, je to obdobje, ko boste predvsem prepoznavali drugačnost. Drugo plat sebe, obratno plat sebe, nasprotno plat sebe. Se pravi, če ste vedno bili bolj beli, boste zdaj morda črni. Če vam je bilo vedno všeč stvari početi počasi, pa zihar je velika verjetnost, da boste v letu 2025 morda celo delovali impulzivno, neodgovorno, drzno in obratno. Se pravi, stvari se bodo nekako postavljale na glavo. Stvari bodo drugačne, kot ste navajeni. Predvidevati je tudi, da se bodo v vaše življenje kar naenkrat pričeli pojavljati ljudje, ki so vam zelo obratni in obenem tudi ljudje, ki so vam zelo podobni. Po eni strani je to obdobje, ko prihajajo v vaše življenje osebe, ki vam bodo pomagale, ampak nekatere s tem, da vas bodo inspirirale, ker so to pot že prehodile, in druge s tem, da vam bodo pokazale, česa si vi ne želite in kdo ne želite biti. To ne pomeni, da vas bodo to ne pomeni, da vas bo serijski morilec počakal za vogalom, to pomeni, da pravzaprav stopate v čas prepoznavanja vseh možnosti, priložnosti, opcij, načinov razmišljanja in funkcioniranja, na katere do sedaj niste pomislili. Za razliko od lanskega leta pa bo energija okrog vas malo bolj umirjena. Se pravi, predvidevati je, da se vam bo stvari vlekle. Da bo občutek, da je od drugih odvisno, kaj, kdaj, kako, zakaj, s kom in tako naprej. In sem ter tja vam bo šlo to na živce. Se pravi, izognite pa se impulzivnim odločitvam. Izognite se temu, da bi ljudi kar rezali svojega življenja in da bi sebe prestrukturirali. Bistvo leta, ki prihajajo v temu, da vi spremenite svoj notranji dvogovor do sebe in da vi aktivno izbirate, s kom se želite povezovati v globine in imeti neke zelo pomembne odnose, s kom pa morda ne. In nič ni narobe s tem, da postavite mejo. Leto 3. Torej vsi vi, ki stopate v leto 3, bo leto 2025. Uf. Se pravi, po eni strani izjemno kreativna energija, izjemno ustvarjalna energija. Dobili boste pa zraven ščepet predrznosti. Se pravi, ne glede na to, ali je vaša domišljija ful bujna že zdaj, ali mogoče ste malo bolj umirjeni, imate radi rutino, radi ustaljene navade, ne glede na to, kakšen tip človeka ste, leto 2025 vam prinaša ščepec ustvarjalnosti, barvitosti, potrebe po tem, da stvari doživite, da jih izrazite, da poveste. Lahko se zgodi, da vas bo poneslo nazaj v otroške rane, v tiste trenutke, ki so boleli, tiste trenutke, ko ste bili morda ujeti v neke situacije, koncepte, ki še danes v vas spomin na to, v vas prebuja občutek šibkosti, prebuja vas občutek, da niste upoštevani, niste slišani, niste vi. Se pravi, to ni kazen, to ne pomeni, da ste zdrknili nekaj stopnic dol na področju osebnega, duhovnega in čustvenega razvoja. Pomeni obratno. Velikokrat, kadar se nam to zgodi, je to pravzaprav pokazatelj tega, kaj smo presegli, česar smo se naučili. Se pravi, uporabite to kreativno energijo leta pred vami, zato da ste čim bolj domiselni, čim bolj predrzni, razvijajte sebe, potujte. Število 5 smo rekli, povezujemo s tujino. Kako tuje kulture delajo s tem, kar se vam zgodi. Kajti, kar je zelo res tudi za leto 3, je to, da se nam lahko uresničijo naše najbolj odpičene, nore, lude, sanje iz otroštva, na katere smo že pozabili. Se pravi, ne samo, da se lahko odprejo rane in razočaranja, ampak odpre se lahko tudi ogromna skrinja potenciala. Torej, dragi moji, osredotočajte se na dobro in pozitivno, ne na razočaranja preteklosti. Leto 4. Torej,
Štirico povezujemo z rutino, z navadami, z zdravjem, s počutjem, s fizičnim telesom, z elementom zemlje. Se pravi, posebej za vas velja. Poslušajte svoje telo. Če ste ob nekom živčni, če ste ob nekom pomirjeni, če ste ob nekom utrujeni in izčrpani, vse to so sporočila vaše duše in vaše telo bo mnogo bolj glasno. Ker je na koncu 2025 5, pomeni, da vaše telo v letu, ki prihaja, predvsem potrebuje več gibanja, kar pomeni, da za nekoga bo to mogoče pilates pa joga, za nekoga bo to malo bolj nežno, umirjeno gibanje, za nekoga bodo to adrenalinski športi, za nekoga bo to, ne vem, hribolazenje, za nekoga drugega bo to aerobika, kolo, ni važno. Pomembno je, da se gibate. In zelo pomembno je, pa na osebnostni, čustveni in pa bom rekel duhovni ravni, da se povezujete z elementom zemlje. Se pravi, če vas kamorkoli odnese, v bolj impulzivne odločitve, v neke dejanja in izkušnje, ki so morda prepovedane, ki so morda zelo strastne in tako naprej, kajti tudi to se nam obeta v letu, ki prihaja, naj vas potem ta štirka pripelje nazaj na tisto glavno avtocesto vašega življenja. Kar vam polagam na srce je, ne glede na izkušnje, ki se vam obetajo, ne se jih lotevati preko občutkov krivde. Tudi če se boste ujeli v neko situacijo, v kateri boste ravnali neprav, naj bo ta situacija učna. Naučite se, zakaj ste to izkušnjo potrebovali, da je ne boste ponavljali večkrat. Vsi kdaj rabimo tudi brcniti v temo, vsi kdaj rabimo tudi izkušnjo, da smo slabši, kot bi lahko bili. Se pravi, zelo pomembno je, da sami sebe ne kregate, ampak da ocenite, da lahko nekaj storite bolje in predvsem razumete, zakaj ste v danem trenutku ravnali slabše. Ok, osebno leto 5. Dragi moji, vsi, ki greste v osebno leto 5, pa 5 je na koncu letnice, spremembe, nihanja. Ampak, za opozoriti vas je, vse to, kar se bo dogajalo v prvi polovici leta, pa nekako do septembra, so stvari, ki bodo na zelo majavih temeljih. Se pravi, če ste samski in ste nekoga spoznali v letu 2025, sploh v začetku leta, če denimo iščete službo, če se želite preseliti, se pravi, vse te stvari, ki se vam prezentirajo v pričetku leta, so stvari, osebe, situacije, odnosi in tako naprej, ki se bodo tekom leta še spremenili. To ne pomeni, da vam nekdo laže v obraz, to pomeni, da mogoče vseh podatkov še nimate, to pomeni, da določene stvari se morda še niso do konca razvile, se pravi, ne nekoga spoznati pa se kar poročiti, ne nekoga spoznati pa se kar odločiti imeti otroka, ne na prvo žogo stvarem zaupati. Kajti, saj ni nujno, da bo vse slabo, lahko da je 5-krat boljše, kot si boste vi predstavljali na začetku. Ampak potreben bo čas, da bo izkristaliziral, kaj je tisto, kar pravzaprav vam je leto 2025 prineslo. In to bo šele leta 2026. Torej, letošnjem letu vam odsvetujem dolgoletne, dolgoročne življenjske odločitve, katere zahtevajo preudarek, pa zahtevajo neko zdravo, dobro kmečko pamet, ne zato, ker bi bili vi nepremišljeni, pa ne zato, ker bi bili vi neumni ali naivni, ampak zato, ker enostavno se lahko ali okoliščine še spremenijo, vi se lahko spremenite, oziroma enostavno največkrat se na koncu izkaže, da nismo imeli vseh potrebnih podatkov za kvalitetno odločitev. Je pa letošnje leto izvrstno za šport, za gibanje, za potovanje, za turizem, za raziskovanje vsega, kar je strastno, vsega, kar je eksotično, vsega, kar je nenavadno, se pravi, vzemite si čas tudi za to. In leto 6. Ok. Dragi moji, ki greste v leto 6, premikali se bodo vaše meje na področju odnosov. Kar pomeni, da nekaj, kar se vam je morda zdelo še 3 leta nazaj totalno nedopustno, grozno, se vam bo mogoče zdaj zdelo, no ok, saj ni konec sveta, kar ne pomeni nujno, da se bodo zdaj take osebe pojavili v vašem življenju. Morda se bodo vaši predsodki začeli spreminjati. Leta, ko sem bila jaz majhna, 2 ženske skupaj, 2 moška skupaj, to je bilo zelo obsojeno. Danes to ni nič več nenavadnega. Se pravi, marsikdaj se v našem okolju stvari spreminjajo in ko smo mi v letu 6, se spreminjajo naše definicije tega. In ta 2025 meni pove, da se bo marsikaj na področju našega dojemanja, globalno vseh nas, odnosov, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je tisto, kar je za nas ok in kaj je tisto, kar za nas ni ok, tudi spreminjalo. Se pravi, vaš fokus, ker ste v 6, naj bo predvsem to.
kaj vi dojemate kot sprejemljivo znotraj romantičnih, prijateljskih, sosedskih, poslovnih, takšnih in drugačnih odnosov in predvsem sami do sebe. 6 simbolizira ljubezen do sebe. Kaj je tisto, kar pa morda je zlobno strani vas do sebe? Kdaj ste vi grdi do sebe? Kdaj vi sebe sabotirate? Kdaj vi vase ne zaupate? Kdaj ste vi sami nase jezni in kdaj ste morda preveč popustljivi? Kdaj morda so vsega drugi krivi? Kdaj morda padete v vlogo žrtve? Kot mi vsi. Ampak to je pač v ospredju letošnjega leta za vas. Se pravi, zelo pomembno je, da v prvi vrsti preučujete, zaznavate in spoštujete svoje lastne občutke in čustva in preko tega procesirate nauke življenja, vse tiste lekcije, ki vam bo letošnje leto življenje prineslo in postreglo. Drugače pa je lahko zelo romantično, strastno leto, v katerem vas morda čaka tudi kakšna zelo prepovedana avantura. Leto 7. Sedmica simbolizira osebnostno rast, duhovno rast, resnico, izpopolnjevanje sebe. Nekako je neskladna s številkom 9 letnice 2025 in tudi petke na koncu, tako da letošnje leto za vas bi lahko bilo naporno v smislu tega, da se boste sem ter tja spraševali, zakaj se sploh gre. In imeli boste potrebo potem, da boste stvari razumeli, analizirali in po drugi strani boste ugotavljali, da neke stvari nimajo smisla, nimajo neke logike. In včasih je tudi to bistvo življenja, da nehamo se truditi razumeti in racionalizirati naše dogodivščine, naše življenje in nas same, ampak preprosto doživeti. Letošnje leto je zelo naklonjeno učenju, osebnostni preobrazbi. Zelo je naklonjeno prečiščevanju. Se pravi, iščite svojo resnico, svoja prepričanja, kaj je tisto, za čim vi stojite, bodite v svoji integriteti, kajti ravno to bodo dogodki letošnjega leta pri vas napadali. Kaj je tisto, v kar res verjamete, kaj je tisto, kar res veste in kaj je tisto, kar mislite, kaj je tisto, kar domnevate, kaj je tisto, kar je res pomembno, kaj je tisto, kar je lahko stvar pogajanj in kaj je tisto, kar vas briga res. Torej, nekako gre predvidevati, da boste letos zelo spremenili svoje prioritete in pa tudi svoje vrednote. Se pravi, ničesar na prvo žogo ne skenslate, ampak dajte drugačnim mislim, občutkom, drugačnosti v kakršnikoli obliki priložnost, da jo sploh lahko opazite, razmislite, dojamete in tako oblikujete svoje mnenje, ali je nekaj ja ali je nekaj ne. In mnogokrat se bo marsikaj v letošnjem letu zakrinkalo na način, da boste šele 2026 dojeli, zakaj je šlo. Leto 8. Osmica vemo, da je leto, da je obdobje manifestiranja, notranje moči, ega, tudi tega, da iščemo potrditev in pa opolnomočenje nas samih. Zdaj, to opolnomočenje se bo letos zaradi petke na koncu letnice nekako, oblikovalo predvsem preko potrebe po svobodi. Se pravi, velika verjetnost je, da boste sem ter tja upornik. Vemo, kakšni smo bili mi tudi, ko smo bili najstniki, ne? Se pravi, lahko se zgodi, da nekaj boste vi sicer hoteli narediti, ampak potem se bo nekaj zgodilo, kar vas bo zmotilo in potem iz principa ne boste. A veste sad neču. Ker je pravzaprav, če smo iskreni, neumnost. Kajti tudi tako predajamo moč v tuje roke. Vse tisto, česar se vi ne odločite sami, je predajanje moč v tuje roke. In to bo izziv letošnjega leta za vas. Kaj vas lahko tako sprovocira, da boste rekli, zdaj pa ne bom, zdaj me pa to več ne briga, zdaj me pa minil? Oziroma obratno, da zdaj, ker je pa to ratalo tako, ker je pa zdaj prepovedan, ker je pa zdaj levo, desno, karkoli že, zdaj pa bom. Obakrat smo uporniki, obakrat reagiramo, obakrat ne govorimo o odločitvi. Občutek v naši notranjosti pa je lahko taka, ker je varljiv. Se pravi, ne past na limance ega v smislu, zdaj, ko sem pa jaz naredil drugače, kot si ti hotela, pomeni, da sem jaz v oblasti svojega življenja. Kaj pa še? Naj bo letošnje leto čas, ko se vi odločite, kaj je tisto, kar je pomembno in to dosegajte na drugačen način kot sicer. In svoje meje absolutno povečajte, svoje cilje povišajte in se stvari lotevajte na mnogo bolj spontan, pa bom rekla tudi lahkoten način. To je bistvo in darilo letošnjega leta za vas in ne to, da ponavljate en te isti loop petič.
In še leto 9, se pravi, leto 9 označuje obdobje zaključkov. Ne se ustraši, to ni nujno izguba, to ni nujno razočaranje, to je pravzaprav transformacija. Zelo ste v skladu z vesoljem, kajti 2025 kot seštevek 9 je čas transformacije, preobrazbe, tega, da pridemo ven iz tiste gosenice, v katero smo se morda ujeli. Naj bo ta gosenica dobra odskočna deska, se pravi, kaj je tisto, kar je vam v življenju pomembno, pa samo potrebujete prestrukturirati na višji nivo. Ne se zapletati v, bom rekla, nepomembne, mimobežne odnose, navade in tako naprej. Preudarite, preden nekaj zaključite, preudarite, preden se lotevate nečesa novega. Namreč, kar se vam lahko zgodi, je to, da se boste odločili impulzivno. Mi vsi. Ampak za vas je pa to še posebno velik izziv. Se pravi, kaj je tisto, česar nočete še enkrat ponoviti v življenju? In veste, včasih nas neke stvari spomnijo na preteklost, kar pomeni, da če zdaj je mene rdeča, nekoč zelo prizadela, pomeni, da tudi ko jo bom videla v roza, se mi bo začel rolati. Kaj je tisto v preteklosti, kar vas je prizadelo, od česar bežite, pa vas zdaj zato v sedanjosti, karkoli je temu oddaleč podobno, na to spominja in pravzaprav kroji vaše odločitve. Se pravi, zelo pomembno je, da so vaše odločitve vaše, da vaše odločitve niso rezultat reakcije na preteklost, kajti v letošnjem letu bo velikokrat občutek, da se vam preteklost ponavlja, velika verjetnost je tudi, da se bodo osebe iz preteklosti morda znova prikazale, da se bodo nekatere priložnosti, možnosti iz preteklosti ponovile, se pravi, vi ste tisti, ki se odloča, ali nekaj ja še enkrat ali ne. In naj ta odločitev ne bazira na tem, da ste si nečesa takrat zelo želeli ali pa da vas je neka izguba takrat zelo zaznamovala, ampak na kvaliteti dane situacije, na kvaliteti danega odnosa. Recimo, da ste bili zelo zatrapani v eno punco in vas takrat ni šmirglala in zdaj šla z unim tipom narazen in zdaj vam bo dala še eno šanso. Pomembno je, da ste danes tako zelo precizni v svojem odločanju, kot bi jo prvič spoznali. In isto velja tudi za ženske, seveda. Ko nekaj izgubimo, ne glede na spol, ko si nečesa zelo želimo, včasih, ko se končno pojavi priložnost za to, malo izgubimo razsodnost in razmišljamo o tem, ali recimo tudi, da smo z nekom šli narazen, ali pa da neka poslovna izkušnja se je zelo klavrno končala, ali so se stvari resnično postavile na tako korektne temelje, kot bi si mi želeli, in ali pravzaprav je karkoli v našem življenju na tako korektnih temeljih, kot bi hoteli. Ok, to je bila zdaj preglednica od 1 do 9. Še enkrat povem, da na voljo imate tudi moj osebni vodnik, ki je knjižica za celo leto, v katerem lahko resnično celo leto delate. Preko tega vodnika verjamem, da boste marsikaj ozavestili. Jaz res celo leto od vas dobivam maile. To je bilo res tako, hvala za to opozorilo, tukaj se je res točno tako odvilo. Tako da jaz ne zato, ker je moj, ampak zato, ker vem, da je dober, toplo priporočam. Seveda pa lahko pridete k meni tudi na krajše svetovanje, da točno pogledamo tiste stvari, ki vas zanimajo za leto 2025. Jaz pa upam, da je tale video pomagal pri razumevanju celotnega leta, vašega osebnega leta, pa tudi vaših najdražjih. Včasih gremo mi v obdobju, ko potrebujemo več miru, več odmika, to ste tisti, ki greste v 7, in tisti, ki greste v 4, rabimo malo več časa zase, placa zase, in jaz se dostikrat pohitam. Ženske, ki rabimo čas zase, drevesa objemamo, sveče prižigamo, meditiramo, v banji se namakamo, knjige beremo, moški, ki rabite čas zase, včasih greste na fuzbol s kolegi in pier pijete. Torej, ljudje smo si različni, pomembno pa je, da znamo med seboj skomunicirati svoje potrebe, svoje mnenje, svoje stališča, in včasih nam ravno razumevanje obdobja, v katerem je druga oseba, lahko zelo pomaga, kajti tisti, ki pa greste v 2, 6, 9, boste potrebovali več bližine, bo malo bolj čustveno leto, in tudi če ste vi sicer morda malo bolj resnobni, boste v tem času, sploh tisti, ki greste v 3, malo bolj čustveni in malo bolj burno se boste odzivali na stvari. Tisti, ki greste v 1 in 8, se vam bo itak modilo na polno, tako da si bodo ljudje morda mislili, da jih ne marate več, in se mi zdi, da to zavedanje in razumevanje energij, v katere gremo, je zelo dragoceno tudi zato, da znamo svoje strani razumeti druge in tudi drugim razložiti, kaj za vraga nam dogaja. Tako da jaz vam želim prečudovit preostanek leta 2024,
čim bolj kvalitetne priprave na turbulentno leto 2025 in predvsem obdobje, ki nam bo vsem kot človeštvu pomagalo tiste stvari, ki resnično sodijo v preteklost, ki niso korektne, ki niso človeške, pustiti za seboj in prerasti in se dvigniti na nek drug nivo mi kot ljudje.